Pravijo, da na mladih svet stoji. Letos jih je 135, ste v tisti ekipi, ki goji to prihodnost. Kaj lahko pričakujejo ti mladi? Jaz si želim, da bi bila njihova pričakovanja izpolnjena. To pomeni, da bi se njihove želje, njihovi cilji, za kar se zadajajo, tako zdaj v srednji šoli, tudi koliko se bodo učili za naprej, da bi se jim potem uresničili, da bi našli svojo pot. Ampak se bojim, da v trenutnih negotovih časih, da bo ravno nasprotno, ampak upajmo vsi skupaj, da se bodo ti časi čim prej izboljšali, pa da bodo ti mladi imeli perspektivo. Ker stari latinski pregovor pravi, znanje je moč, ampak je to premalo. Tukaj se družite z sami odličnjaki. Kakšen je bil vaš uspeh? Ja, moj ni bil odličen, ampak je bil toliko, da je bil sprejemljiv. Skratka, odličen pa zagotovo ni bil v srednji šoli. Je bilo težko vzdrževati kondicijo, pa ostati za 4 leta odličen? Tako vedno je šlo sicer na knap, ampak je drugače ni bilo neki problem veliki. Težko, zahtevno, pa dosti časa vzame, pa dosti volje, pa dosti vztrajnosti je potrebno. Če pomislim nazaj na svoja leta, smo vedno rekli, da se odličnjaki ne učijo zase, ampak za starše. Kaj je res? Jaz se bolj za šolo sem se bolj učil, pač kam bo šel dalje, ker vseeno, če imaš neki cilj zastavljen, je lažje potem se učiti, ampak v glavnem za sebe. Za sebe. Kje se vidiš v prihodnosti? Ja, upam zdaj, da bom prišel na medicino. Na psihologiji, če bo vse po sreči.